No, trenutna generacija konzol, PlayStation 5 in Xbox Series X, je, recimo, na vrhuncu svoje moči. Ampak veste kaj? Prava bitka, tista za naslednjo generacijo, se je v resnici že začela. Govorice o PlayStationu 6 in novem Xboxu so, vse glasnejše. In danes bomo pogledali za zaveso in razkrili skrivnosti za kodnimi imeni, ki bodo krojila našo igralsko prihodnost. Torej, kaj sploh pride za PlayStationom 5 in Xboxem Series X? To je vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo, kaj ne? Kaj sledi? No, zahvaljujoč najnovejšim informacijam, ki so recimo temu pricurljale v javnost, imamo precej dobro predstavo. Danes bomo pogledali v prihodnost in videli, kaj nam Sony in Microsoft dejansko kuhata. In pozor, to niso samo neke oddaljene sanje ali pa želje. Daleč od tega. Informacije, ki prihajajo iz dobavnih verig in od dobro obveščenih virov v industriji, rišejo presenetljivo jasno sliko. Sliko dveh rivalskih mašin, ki se bosta borili za prevlado v naslednjem desetletju. V redu, gremo k bistvu. To sta imeni, ki si jih je treba zapomniti. Project Orion, to je Sonyev kodni naziv za PlayStation 6, in Project Magnus, Microsoftov odgovor z naslednjim Xboxom. Ne gre samo za dve imeni, gre za dve popolnoma, ampak res popolnoma različni filozofije. Tale zgodba se seveda ni začela včeraj. Vse skupaj se je začelo s tihimi šepetanji tam nekje leta 2024. No, ta šepetanja so potem prerasla v zelo konkretne informacije. Najprej o Sonyjevem Orionu, potem pa še o Microsoftovem Magnusu. In če pogledamo to časovnico, je pot precej jasna. Vodi nas naravnost v velik spopad, ki ga lahko pričakujemo nekje med letoma 2027 in 2028. V redu, poglejmo najprej v tabor PlayStationa, kaj pripravljajo z Orionom. Zdi se ga in njihova strategija osredotočena na ravnotežje. Na iskanje tiste zlate sredine med surovo močjo, energetsko učinkovitostjo in, kar je ključno, dostopnostjo za čim širši krog igralcev. Okej, gremo pod pokrov. Srce Oriona naj bi bil tako imenovan monolitni čip. Kaj to pomeni? Predstavljate si švicarski nož. Vsi pomembni deli, od procesorja do grafike, so stišnjeni na en sam kos silicija. To je super za energetsko učinkovitost in seveda za nižje stroške proizvodnje. In končni cilj vsega tega? Doseči tisti sveti grav igričarstva, stabilnih 4K pri 120 sličicah na sekundo ali pa celo 8K pri 30. In zdaj, številka, ki resnično izstopa. 40 gigabajtov, ne megabajtov, gigabajtov super hitrega GDDR7 pomnilnika. Da si lažje predstavljamo, to je skoraj 3-krat več kot v PlayStationu 5. In kaj to pomeni za igranje? No, adijo nalagalni zasloni, pozdravljeni, ogromni, neverjetno podrobni svetovi in igranje brez kakršnih koli prekinitev. Torej, če povzamemo Sonyjevo filozofijo v eni besedi, bi bila to ravnotežje. Ne gre za to, da bi lovili najvišje številke na papirju za vsako ceno. Očitno je, da želijo zgraditi stroj, ki bo ponudil res ogromen preskok naprej, ampak bo hkrati ostal cenovno sprejemljiv. Konzola, ki bo našla svoje mesto v dnevnih sabah po celem svetu. Dobro, zdaj pa obrnimo ploščo. Medtem ko Sony išče ravnotežje, gre Microsoft z Magnusom v popolnoma, ampak res popolnoma drugo smer. Zdi se, da so stavili vse na eno karto. Surovo, nefiltrirano, brezkompromisno moč. Njihov cilj postati absolutni kralj zmogljivosti. In tukaj vidimo to razliko v praksi. Če je bil Sonyev čip švicarski nož, potem je Microsoftov Magnus bolj kot zbirka vrhunskih specializiranih orodij. Uporabljajo tako imenovano chiplet zasnovo. To pomeni, da združijo več manjših specializiranih čipov v eno ogromno celoto. In rezultat? Ogromno prostora za več grafičnih enot, višje frekvence in, pozor, celo poseben čip namenjen samo umetni inteligenci. Cilj je en in edini, absolutna nebrzdana zmogljivost. Se spomnite tistih 40 gigabajtov pri PlayStationu? No, Magnus očitno pravi, pridrži mi pivo. Govori se o kar 48 gigabajtov GDDR7 pomnilnika. To je že teritorij res dragih, visoko zmogljivih gaming PC-jev. To obljublja izkušnjo, kjer edina omejitev ne bo več strojna oprema, ampak samo še domišljija razvijalcev. Microsoftova strategija je torej kristalno jasna. Ciljajo na tiste igralce, ki si želijo absolutno najboljše, kar tehnologija ponuja, in so zato pripravljeni tudi plačati verjetno precej več. Magnus se postavlja kot tehnični vrhunec, kot ultimativna konzolna izkušnja.
In zdaj tisti najboljši del. Postavimo jo končno bok ob boku. Orion proti Magnusu. To ni samo primerjava številk in specifikacij, ne? To je spopad dveh povsem različnih pogledov na prihodnost igranja. Vse se vrti okoli te temeljne odločitve. Na eni strani imamo Sonyev monolitni čip, ta švicarski nož, učinkovit, eleganten, cenejši za izdelavo. Na drugi strani pa Microsoftovo zbirka orodij, chiplet zasnovo, ki je narejena za maksimalno moč in prilagodljivost, ampak skoraj zagotovo za višjo ceno. In ta ena sama odločitev, ta vpliva na popolnoma vse ostalo. Poglejmo si torej te slavne številke. Ko jih postavimo eno zraven druge, je slika precej jasna. Ja, obe konzoli bosta temeljili na prihodni tehnologiji Zen 6 in R&D na 5. Ampak Microsoft očitno potiska to tehnologijo do skrajnih meja. Več grafičnih enot, višja ocenjena moč, več pomnilnika. Na papirju ima Magnus prednost v skoraj vseh ključnih kategorijah. In ta grafikon, ta razliko pokaže bolj jasno kot karkoli drugega. Govorimo o prednosti tam okoli 10 teraflopov za Magnus. 10! Kaj to pomeni v praksi za nas igralce? Potencialno pomeni boljše delovanje pri 8K, bolj napredne in realistične svetlobne učinke in nasplošno bolj gladko izkušnjo pri tistih najbolj norih, najbolj zahtevnih igrah, ki šele prihajajo. Ampak dobro, dovolj o teraflopih in gigabaltih. Postavimo tehnologijo za trenutek na stran. Kaj to rivalstvo, ta boj dveh titanov v resnici pomeni za nas? Za tiste, ki bomo te igre dejansko igrali? Ne glede na to, kdo bo na koncu zmagal tej vojni konzol, se zdi, da bomo zmagovalci mi, igralci. Čaka nas prava revolucija. Umetna inteligenca bo poganjala svetove, ki se bodo zdeli resnično živi. Ogromne količine pomnilnika bodo praktično izbrisale nalagalne zaslone. 8K bo postal nov standard. Ampak, seveda je tukaj en velik ampak. Vsa ta moč bo imela svojo ceno. In ključno vprašanje je, koliko bo treba odšteti za vstop v to novo dobo. In s tem pridemo do tistega večnega vprašanja, ko se bo vse prah polegal, ko bodo vse konzole na policah, kaj bo resnično odločilo zmagovalca? Bo to stroj z največ teraflopi, z največ surove moči? Ali pa bo, kot že tolikokrat v zgodovini, odločila knjižnica iger? Tiste ekskluzivne, nepozabne izkušnje, zaradi katerih sploh kupimo konzolo? To je vprašanje, ki ostaja odprto in odgovor nanj bo krojil prihodnost vseh nas.